Pozdravljeni! V tem videu bom predstavila svet kvalitet, ki je pomemben koncept v realitetni terapiji in teoriji izbire dr. Williama Glasserja. Dr. Glasser je trdil, da potrebe niso edina navodila, ki poganjajo naše vedenje, ampak imamo še eno vrsto navodil, ki se od osebe do osebe razlikuje. Imenuje pa se svet kvalitet. Potrebe so splošna navodila, zapisana v naše gene, svet kvalitet pa predstavljajo specifična navodila, ki smo jih oblikovali tekom naših življenj z neposrednimi in posrednimi izkušnjami. Neposredne izkušnje so tiste, ki smo jih razvijali kot akterji, posredne pa tiste, ki smo jih razvijali med opazovanjem, branjem, gledanjem filmov ali ob pripovedovanju drugih. Če spada zabava med potrebe, spada predstava o tem, kaj je za nekoga zabava, v svet kvalitet. Nekdo zadovolji potrebo po zabavi tako, da gre na kulturno prireditev, drugi tako, da spije kozarec vina, tretji tako, da bere dobro knjigo in tako naprej. Svet kvalitet si lahko predstavljamo kot nekakšen notranji zemljevid, ki zajema sličice vsega za nas dobrega, oziroma sličice vsega, kar smo preko izkušenj prepoznali kot vredno za nas, ob čemer smo nekoč zadovoljili katero izmed naših temeljnih potreb. Čeprav rečemo sličice, to ne pomeni, da je svet kvalitet statičen in nespremenljiv. Svet kvalitet oziroma predstave o tem, kako naj bi naše življenje izgledalo, se spreminja in preoblikuje z izkušnjami. Izkušnje nam omogočajo, da sličice oziroma predstave vstavimo v naš svet kvalitet oziroma jih odstranimo iz njega. Seveda ta proces ne poteka vedno na ravni zavedanja. Na primer, moja sličica v svetu kvalitet ali predstava ljubezni in pripadnosti je, da se zvečer z možem vsaj za kratek čas posvetiva en drugemu in to preko pogovora. Ko je to doseženo, sem zadovoljna in v ravnovesju. To je zelo konkretna predstava ali sličica, ki sem jo v svoj svet kvalitet vstavila takrat, ko sem ob izkušnji večernega pogovora z možem zadovoljila svojo potrebo po ljubezni in pripadnosti. Sličica zame je dobro, da se zvečer z možem vsaj kratek čas pogovarjava, je nekaj, kar me žene k temu, da vsak večer stremim k pogovoru z njim. Lahko se zgodi, da moj mož na to ne pristane. Jaz pa vseeno imam to sličico in sem tudi pripravljena narediti marsikaj, da bi se uresničila. Če enkrat ugotovim, da moj mož ni pripravljen ali pa ne zmore sodelovati pri uresničevanju moje sličice, to pomeni, da moja želja ni realno izvedljiva oziroma ni uresničljiva. Če bi razumela, da je moja povezanost z možem odvisna od njegove pripravljenosti za pogovor, bi moža poskušala še naprej na različne načine pripraviti v pogovor, lahko tudi z zame precej bolečimi vedenji. Verjela bi namreč, da je v moji moči, da ga pripravim, da bo ravnal tako, kot jaz želim. Če pa razumem, da je moja bližina oziroma povezanost z možem odvisna od mojega delovanja ob njem, potem razumem, da to ni v moji moči. Je pa v moji moči, da to svojo predstavo iz sveta kvalitet zamenjam z drugo predstavo, s katero bom ravno tako zadovoljila svojo potrebo po ljubezni in pripadnosti. To je lahko, na primer, predstava, da se z možem pogovarjava tekom sprehoda s hčerko. Res je, da spreminjanje teh sličic ni vedno najbolj enostavno. Je pa možno in to z ustvarjanjem izkušenj, ki temeljijo na drugačnem razumevanju človekovega delovanja, kakršnega smo vajeni v današnjem svetu. Svet kvalitet oziroma možnost njegovega spreminjanja je tisto, zaradi česar obstaja upanje v življenju nesrečnega posameznika.
Ko nekdo trpi, namreč trpi zaradi tega, ker ni pripravljen odstopiti od nekega svojega navodila, predstave, sličice v svetu kakovosti, ki realno ni uresničljiva, ali pa zaradi tega, ker ne najde uspešnejših načinov za uresničenje te sličice. V psihoterapiji klient ob terapevtu ozavešča svoje sličice, svoje pričakovanja, ki jih naslavlja na zunanji svet, pa tudi nase, svoje načine uresničenja teh sličic ter vpliv teh sličic na njegovo doživljanje življenja. Dobiva informacije, s pomočjo katerih lahko preobrazi svoje sličice. Lahko, da so mu nekatere v preteklosti zelo dobro služile in jih je z lahkoto uresničeval, danes pa mu predstavljajo neprestani vir frustracij in oviro na poti do njegovih ciljev.